Danes je bil sestanek na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve glede usode delavcev v Vegradovem samskem domu. Kaj ste se dogovorili? Ja, dogovorili smo se dve stvari. Prva stvar je ta, da moramo oziroma bomo čim prej podali informacije o tem, kakšne imajo delavci možnosti glede uveljavljanja pravic, glede tudi Rdečega križa, Karitasa. Vse te informacije bodo šle direktno na glas na Vegradovem samskem domu. Druga informacija, ki je seveda zelo pomembna, je pa ta, da je stečajna pravica danes nekako zbližala stališče v tej smeri, da bo dala novo najemno pogodbo, torej predlog nove najemne pogodbe bo poslala v nekaj dneh. Poleg tega bo tudi zelo pogledala oziroma realno razmislila o tem, da bo znižala cene najemnine in pa tudi smo se zmenili, da bo upoštevala socialni položaj delavcev, ki tam živijo. Torej, v primeru, če ta posameznik, ne vem, recimo na socialni pomoči, če je invalid pa prejema življenjsko nadomestilo, bodisi ima status, ki ga naredi zelo šibkega, bo to upoštevano po ceni najemnine, torej da bo relativno potem nižja, bo se potem dala prošnja k stečajni pravici in bo potem se ugotavljalo primer po primer. Skratka, premaknili smo se v točko, kjer bomo poskušali vsak primer individualno reševati na čim bolj učinkovit način. Zdaj, dom je še vedno del stečajne mase in se prodaja. Kaj, če se proda, kaj bo z delavci? Ja, to je vprašanje, ki v bistvu zdaj nekako visi nad vsemi nami, tudi na stečajno upraviteljico. Stečajna upraviteljica nekako seveda, kot stečajna upraviteljica si želi, da se potem ta dom čim prej vrže na trg, zaradi tega, ker je to del stečajne mase, torej se potem lahko tudi čim prej poplača upnike iz tega denarja, ki bi potem dobili. Po drugi strani je seveda, tukaj ste imeli tudi glavno vprašanje, kaj s temi delavci potem v tej situaciji, ker moramo razumeti, to ni več razmerje potem med stečajno upraviteljico in delavci, ampak je to potem čisto tržno razmerje. In jaz upam, da bo potem tudi v tisti točki prišlo do nekega razumevanja med novim lastnikom in pa med temi delavci.